Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. V mariborskih študentskih domovih smo, kjer so po novem odgovorni namestili za študentke in študente kondomate in avtomate s testi nosečnosti. To je seveda novost in zato sem se odpravil do študentskih domov, da malo preverim utrip oziroma razmišljanje študentk in študentov. In ob meni je Valerija z Črne na Koroškem. Dobro, super, Valerija, povejte prosim, kakva so vaše razmišljanja zdaj, ko imate to novost? Mi študenti take stvari pozdravljamo, tako tudi to, da samo veste kaj, v Evropi je recimo to na 10 metrov, pri nas pa je tole novost, ampak smo pa veseli. No, ampak po drugi strani pa v Evropi nimajo toliko gaut kot lele pri nas v študentskem domu. Pa ste že izkoristili kaj to novost, Valerija? Ja, če bi rekla ne, pol bi se zlagala. Mogoče vam samo eno takle malo pripombo, da je samo tlele v Prtličju dol, jaz sem pa v 3. štuku. Ja, zakaj pa je to problem, saj... Tega vete, ker ded tak nikoli nima tega, pa moram jaz dol letet, te pa prednje jaz pridem do Prtličja, pa je gori že fertik. Kako to mislite, fertik? Nazadnje je Leonida že jahala, ona pa tablete je, pa je tak vseeno. Ja, dobro, hvala lepa, gospa Valerija. In tukaj še en študent, ki je tudi nastanjen v študentskih domovih. Kdo ste pa vi? Ferenc. Ferenc, no kaj pa vi pravite? Ja, malo je predrago tu, ne? 2 evra? Ja, no, pa zdaj, če daš krat 5 ali pa krat 4, minimalno 8 do 10, to je že pica pa veliki pir, ne? Mi tudi nimamo zdaj za razmetavati. Ampak to je zaščita, ne, to je pomembno. Ja, pač prej zmekneš, mislim, kaj, nabere se, ne, stražni točki so dragi, mi nimamo ki več zaslužiti, zdaj to davčno, ono sem pa tja, pa pač gledaš na vsaki tolar, tako da, boljše včasih si sam pomagati, ko pa trošiti. Jaz bi samo rekel, da evre imamo, ne tolarje, Ferenc, pa seveda to ni najbolj priporočljivo, kot ste rekli, zmekniti. Lahko pa mi daš 100 evrov, pa ne bom, ne, pa bom pač dol hodil. Dobro, hvala lepa, dragi dame in gospodje, da nas ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.